in kot napovedano, ne rabi se pajtla, je malo živčnega. V tem studiu pozdravljamo najnega današnjega gosta in sicer seveda tudi iz frizerskega studia Milimeter, predvsem pa bi ga lahko imenovali tudi dobri duh frizerjev našega mesta in človek ima eno zelo nenavadno za pač ta sodoben čas poslovno doktrino in sicer pač če razmišlja vzeti mlade talente, jih izobraziti in čim prej nagnati naj začnejo sami delati in teh je že na desetine bilo do zdaj. Boštjan Grinec, Buha, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj najprej prvo vprašanje, zakaj je igra strah? Ja, je vredno frizura? Ali bi bila že potreba? Povej, tako je. Ker ja. Okay. Ja, je bilo na koncu. Okay. Boštjan, torej, ti si danes prišel zato, ker je jutri v našem mestu en edinstven, unikaten in primeren, verjetno ne zadnji dogodek imenovan Frizura kultura, ki zanimivo ni samo dogodek, ampak kot ste napisali, večer, kjer se poveže stroka, ki soustvarja podobo mesta. Ker veš, da v glave nas tudi gledajo, ko pridejo. Tako da Boštjan, povej več o tem. Res je. Hvala za povabilo. Ja, se z veseljem. Res je, jutri se bo v Mariboru zgodil en frizerski dogodek, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Po konceptu. Dobro. To pomeni, ideja je bila ta, da povežemo, združimo vrhunske mariborske frizerje in barberje in povabimo tudi ostale kolege, da skupaj damo eno močno sporočilnost, ko smo združeni, ko smo povezani, smo samozadostni, smo lahko dosti močnejši na različnih področjih. Vrhunsko, ja. Tako da želeli smo, da ta dogodek ni tržno naravnan. To pomeni, povabili smo ostale kolege, seveda od koderkoli želijo priti pogledati in podpreti. Tu smo nagovarjali profesionalno publiko, torej frizerje in barberje. In to bo edinstvena priložnost, ker bodo lahko kolegi videli, bomo rekel, najbolj dejavne v akademskem smislu frizerske salone in barberje iz Maribora. Aha, ok. To bo 12 komadov. Tako da bo informativno izobraževalni v bistvu večer, ne? Tako. Okay. Informativno izobraževalni družben. V bistvu gre za zabavo. Aha, ok. Ker je DJ tudi. Ker ne gre za klasičen frizerski seminar in dogodek. Okay. Res je, da bojo vsi imeli možnost videti, bom rekel, različne stile, filozofije, pristope, se bojo tudi lahko marsikaj naučili, ampak tukaj bo ta dva DJ-ja, tukaj bo pijača, gre za zabavo, gre za eno prijetno druženje, s katerim se želimo povezati in seveda si želimo, da to v prihodnje tudi raste. In zanimivo, ne, da je Maribor je vse skozi tudi z dogodki, ki ste jih tudi sami organizirali, vse skozi bil v neki špici, ampak nikoli zares priznan širše po Sloveniji. Čeprav recimo vem, da ste pripeljali tudi največja imena, ko govorimo o stylingu oziroma o friziranju, pa to ni bilo nikjer kvečemo, vkradli so vam koncept in ga pač delajo na oni strani Trojan. Res je, smatram, da smo v Mariboru v tem okolju nasplošno frizeri malo spregledani. Smatram, da je tukaj ogromno talenta, ogromno znanja, ogromno truda, mladi vlagajo, ampak se zelo, zelo težko prebijejo na večje odre, bom rekel, na više instance. Zdaj pustimo, ogromno je tukaj dobrih salonov, ampak je velika razlika, da vsak pleje svoj vrtiček in je v neki coni komforta, ali pa da nekdo nastopa na večjih odrih, da nekdo dela kolekcije, da nekdo dela, in to je razlika. Ne? Aha, ok. In zdaj, če mogoče povem, ker je zelo, zelo nehvaležno, da sem se odločil zdaj, da bom povabil 6 frizerskih salonov iz Maribora in 6 barbershopov iz Maribora. Aha, ok, skratka najprej na prvem Maribor. Absolutno, tukaj smo rojeni, tukaj smo vzgojeni, zdi se mi prav, da dobijo priložnost saloni in barberi iz Maribora za prvi taki dogodek. Verjamem, s tem, ko bo dogodek rasto,
bodo dobili tudi drugi priložnost. Ampak za neko prvo edicijo tega dogodka se mi zdi pa prav, da se to odvije na eni dobri lokaciji v Mariboru in po drugi strani, da dobijo priložnost mariborski frizeri in barberi. Okay. Torej, govorimo o dogodku Frizura kultura, ki bo jutri ob 6. v Mariboru. Boštjan Jagrinec je naš današnji gost. Nadaljujemo takoj potem. V totem studiu še vedno z nami Boštjan Jagrinec, vodja salona Milimeter in organizator frizerskega dogodka, kot ga še ni bilo, šova, kot ga še ni bilo in povezovalnega momenta, zdaj v prvi fazi za mariborske frizerje in barberje, ki bo jutri ob 6. v Mariboru. Frizura kultura, večer, kjer se poveže stroka, ki so ustvarja podobo mesta. In ta, Boštjan, dobro jutro še enkrat, seveda. Dobro jutro. Torej, ta moment se mi zdi res izjemen, da recimo tudi frizeri, morda nekateri spoznajo, da pač mogoče ni več ono, ne, da se nagovori, če neko ne mohoji, to nisi na sploh puca, strojčka, oni maže, škari. Ampak da je pač sodelovanje edina prava pot, ker stari štajerski pregovor pravi, če se nismo favš, imamo vsi dovolj. Res je. Torej, ta dogodek bo izjemen, ampak kdo bo sodeloval in po kakem ključu in vse to, zdaj. Verjetno je bilo število mest tudi za nastopajoče omejeno. Res je. Dogodek bo potekal v 3 sklopih in sicer nastopilo bo 12 kolegov in kolegica. Skratka 6 frizerskih salonov, zelo eminentnih, skratka, in pa 6 barberjev. Tukaj bo nastopil Smiljan Škarica, tukaj bo nastopil Mano iz Meat Stylinga, tukaj bo nastopil Goran Pejler iz studija Orange, Marko iz studija Minimal, potem bo nastopil Luka Boroja iz Don Boroja, barber, potem bo Urban Pauman iz Crispusa, potem bo nastopila Katja Finžgar, potem bo nastopil iz Elevate Barbershop. Tukaj so Mitja Kralj, Jan Strnček in pa Enis Durovič. In pa Luka Cep, barberija, se pravi, in pa moja malenkost. Skratka, to bi rad mogoče podaril. Seveda, ogromno je tukaj še frizerjev in barberjev, ki bi si zaslužili biti del tega dogodka, ki bi si zaslužili nastopati in seveda to, kar lahko obljubim, je, da dobijo priložnost. Jaz sem se tokrat odločal na podlagi določenih segmentov, koga povabiti za prvo edicijo, in sicer sem dal prednost tistim, ki so bodisi edukatorji, skratka izobražujejo, bodisi delajo kolekcije, bodisi so nastopali že na večjih odrih, bodisi so aktivnejši na socialnih omrežjih, ali bodisi izobražujejo mlade in vlagajo v razvoj svojega podmladka, ker vseeno mi, ki to delamo, nosimo večjo odgovornost kot mogoče vrhunski frizerji, ki so mogoče sami zaposleni ali pa ima enega, jaz predno pravim pleje svoj vrtiček, tako da tokratni prvi ediciji sem se odločil, da dam priložnost tem, to so bili parametri, vsekakor si pa želim povabiti že ob drugi priložnosti še ostale. Ja, absolutno, ampak najprej seveda, da je pač jasno nekdo, ki vlaga oziroma skrbi za to, da se sam ceh jača in oziroma pač, da ga popularizira oziroma razvija, jasno, da dobi prej priložnost, logično. Kar je zanimivo, to bo šov, kot ga še ni bilo in verjetno tudi je bilo to presenečenje, da so tako hitro šla vsa prosta mesta, karkoli je bilo, ker dogodek v osnovi bil brezplačen, je bilo pa omejeno število mest tudi za obiskovalce. Ne? Točno tako, nismo želeli, da je dogodek tržno naravnan. To pomeni, vsi, ki pridejo pogledat, bojo imeli edinstveno priložnost videti res vrhunske frizerske mojstre, barberje na enem mestu, vse zastojn, tudi darilo dobijo. Oho, celo! Tako. In tukaj zahvala vsem sponzorjem. Drugače pa gre za zabavo. Ne vem, če ste opazili, 6.6. ob 6. 6.6. To bo jaz to na to vedno pomislim, ko igramo frizuro, pogledam, pustimo. To bo v bistvu hudičevo dobra frizerska čaga, gre za zabavo.
In to, kar je tukaj edinstveno, je koncept, ki ga še nismo izdali. Okay. In sicer, kaj zdam? Ja, no, prosim lepo. Skratka, vsi, ki pridejo, ne plačajo nič. Ja. Ampak na samem dogodku bomo vse prosili, če lahko vzamejo svoje telefone, grejo na Instagram in ta dogodek snemajo. Aha. Gre za sporočilnost, ko smo povezani, ko smo enotni, ko smo z ramo v brami, kjer ni prostora ne za ozkoglednost, ne za konkurenco, takrat smo samozadostni. Bravo. In to je sporočilo tega dogodka, ker jaz mislim, da bomo s tem marsikomu odprli novo tržišče, marsikomu bomo s tem, bom rekel, podobil kaki nastop več, mogoče ljudje, ki zadelajo v garažah ali pa so sramežljivi, pa jih gledajo na socialnih omrežjih, bojo zdaj upali do vseh teh mojstrov pristopiti, jih kaj vprašati. Vse pomeni, seveda, ja. Jaz mislim, da je to večplastno dobro in verjamem, da bo izjemno lep, zanimiv dogodek. Ampak zdaj, če kdo zdaj recimo zunaj posluša, Boštjan pa si misli, jaz pa bi to šel, ali pa jaz bi to šla, nujno bi šla, ampak nisem vedel. To je v dnevu pa pol nekako so šla vsa prosta mesta, ampak ali bi lahko mi zdaj recimo tako odprla možnost, ne vem, tak, rečemo 5, da bi zdaj recimo prvih 5, ki bi, ne vem, se prijavilo, kam ti pisalo, na kateri naslov, recimo, da bi dobili to povabilo oziroma priložnost. Res je, bili smo zelo, zelo presenečeni, ker ljudje so se lahko prijavljali svojim mailom, smo odprli in verjamem, da je marsikdo ni vedel, ker je pretok informacij zelo hiter preko socialnih omrežij. Sami smo bili presenečeni, da se je to v dnevu praktično popolnilo. Rečemo tako, če si kdo res močno želi, seveda tukaj nagovarjamo frizerje in barberje. Mogoče naj piše na naš Instagram Studija Milimeter, ne? Milimeter, tako, pa se bomo res potrudili. No, evo, da še koga te not porinemo. Da bo ja polnoč. Ja, tako. Boštjan, najlepša hvala za obisk danes, vrhunsko hvala, da skrbiš za to. Mislim, pri vsakem gibanju je tak, mora biti en, ko naprej vleče, ker drugače vsi tancajo na enem in istem mestu, pa gledajo, kako je zdaj, ne? Vse je tak trdo, pa shojeno, kaj pa nazaj. Tako da, lepo, jaz verjamem, da bo jutri ob 6 Frizura kultura šla v zgodovino kot izjemen dogodek in da se bomo še večkrat pogovarjali o tem, in da se bo to vse skupaj samo še razvijalo. Tako da še naprej dobro delo želim, Boštjan, in hvala, da pač počneš, kar počneš na način, kot počneš. Hvala tudi vam za povabilo in seveda za podporo.